Spoštovani gostje, cenjene dame in gospodje, dober dan in dobrodošli na Slovesni akademiji Univerze na Primorskem. Gentili ospiti, stimati signore e signori, benvenuti all'Accademia Solenne dell'Università del Litorale. Dear ladies and gentlemen, it is my great pleasure to extend you a warm welcome on behalf of the University of Primorska. Hvala glasbenikom slavnostnega orkestra za uvodno glasbeno spremljavo in pevkam in pevcem Akademskega zbora Univerze na Primorskem pod vodstvom Andreje Tomažič-Hrvatin. Odpeli so nam himno Univerze na Primorskem, samo obstati ne smeš. Dovolite nama, da poseben pozdrav nameniva državnemu sekretarju pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorju Tomažu Bohu. Današnjemu slavnostnemu govorniku, gospodu Andreju Medvedu. Un caloroso salute al console generale d'Italia, a Capodistria, signore Giuseppe D'Agosto. Pozdrav gospodu škofu, monsignorju doktorju Juriju Bizjaku. Pravoslavnemu dostojanstveniku, protojereju Stavroforu Tomu Čirkoviću. Prorektorjem slovenskih in tujih univerz. Zaslužnemu profesorju Univerze na Primorskem. Dekanom, direktorjema članic, dekani pridružene članice ter prodekanom Univerze na Primorskem. Predsedniku študentskega sveta in predsedniku študentske organizacije Univerze na Primorskem. Županu mestne občine Koper, gospodu Borisu Popoviču. In županu občine Izola, magistru Igorju Kolencu. Podžupanu mestne občine Koper, gospodu Petru Bolčiču. Senatorjem, članom upravnega odbora ter sveta zaupnikov Univerze na Primorskem. Letošnjim prejemnikom priznanj Univerze na Primorskem. In seveda študentom in zaposlenim na Univerzi na Primorskem in drugim gostom. Ter gostitelju današnjega dogodka, rektorju Univerze na Primorskem, profesorju doktorju Draganu Marušiču. Dobrodošli torej na osrednji slovesnosti Univerze na Primorskem, ki šteje 15 pomladi. Odličnost partnerske skupnosti študentov, profesorjev, raziskovalcev in strokovnega osebja je odvisna od kakovosti vsakega posameznika in čvrstih medsebojnih odnosov, ki temeljijo na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. Danes bo Univerza nagradila dosežke vseh, ki so zaznamovali preteklo leto in njihove prispevke, ki so ustvarjajo zgodbo akademe. Come di consueto l'Università del Litorale oggi premierà la conoscenza, l'impegno, la creatività e l'esperienza. Today we've gathered here in order to bestow university awards on those whose creativity, engagement, knowledge and experience broaden the horizons of the world we live in. Slovesnost bomo začeli s pozdravnim nagovorom rektorja Univerze na Primorskem, profesorja doktorja Dragana Marušiča, ki ga ob tej priložnosti vljudno vabimo na oder. Dobrodošli na Univerzi na Primorskem. Benvenuti all'Università del Litorale. Welcome to the University of Primorska. Dobro nam došli, dragi gosti, na Univerzitetu Primorske. Čeprav ste bili vsi že pozdravljeni, dovolite mi, glede na to, da je polokrogla obletnica, da mogoče še enkrat vse prav lepo pozdravim. Dobrodošli vsi prijatelji, vsi tisti, ki imate Univerzo na Primorskem radi, še posebej pa si bom vzel in nekaterim ljudem, nekatere ljudi bom vseeno, predno bom prebral svoj govor, posebej pozdravil. Najprej obe častni doktorici, Sheryl Prager in Metka Krašovec, oziroma v njenem imenu gospod Brejc, ki bo prevzel nagrado. Welcome, Sheryl. It is a great pleasure, joy to have you here today. Želim pozdraviti tudi slavnostnega govornika, gospoda Andreja Medveda, prorektorja Severno-Primorske univerze v Novi Gorici, gospoda Gvida Bratino,
seveda oba župana, ki sta danes tukaj, župana mestne občine Koper Borisa Popoviča in župana izolske občine gospoda Igorja Kolenca. Verjamem, da lahko skupaj še marsikaj naredimo v naslednjih letih, skupaj ena in druga občina v nečemu, kar postaja neke vrste somestje skupaj z Univerzo na Primorskem. Un coloroso benvenuto anche al console italiano Giuseppe D'Agosto. In na koncu, ampak ne nazadnje, kot bi se mogoče v angleščini reklo, želim pozdraviti tudi oba predstavnika in predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, najprej državnega sekretarja, gospoda Tomaža Boha in pa gospod Mihajlo Novak Kolenko. Vedno ste bili, ste in boste dobrodošli na tej univerzi, tudi v prihodnje. Ampak danes vam še posebno hvaležnostjo se obračam na vas, kajti prinesli ste nam lepo novico, da je vlada še 1 minuto pred 12, ko je padla zastavica, sprejela sklep, s katerim je dodelila Univerzi na Primorskem ustrezna sredstva za nakup objekta pošte na Muzejskem trgu. Vsekakor hvala, cenimo. Zdaj bom pa tisti, ki ste že nekajkrat bili tukaj, veste, da nekaj preberem, stvari malo premislim, pa mogoče bo kaj malo bolj aktualno zvenelo, kaj pa tudi malo hermetično, matematično, ampak obljubljam, da danes je res matematike zelo malo, kar pa je bolj ugankarske narave. Takole bom šel. Nam vsem zelo dobro znani Google zastavlja kandidatom, ko jih sprejema na delovno mesto, problemska vprašanja, ki se včasih malo nenavadno zvenijo. Eno med njimi sem pred kratkim poiskal na spletu, pravzaprav pomagal mi ga je poiskati ta isti Google. Tako se glasi, bom počasi prebral. V neki državi so se odločili, da hočejo imeti čim več moških potomcev in so zapovedali strogo za vse obvezno pravilo. Če dobite hčer, morate poskusiti znova, vse dokler ne dobite sina. Šele potem se lahko ustavite. Vprašanje pa se glasi, kakšno je razmerje numerično med moškimi in ženskami v tej državi. To je vprašanje za pozicijo production manager, se pravi neke vrste menedžerja na Googlu. Skratka, sprašuje po pravilu, da bom ponovil še enkrat, se mi zdi, da ker odgovora vam ne dam vse do konca, tako da če boste mleli 5-10 minut. Se pravi, če dobite hčer, morate znova poskusiti, dokler ne dobite sina. Če dobite sina, ko ga dobite, se pa lahko ustavite. Torej, odgovor na koncu. Ampak ta problem je že sam po sebi, se mi zdi pa s celotnim sklopom vseh Googlovih vprašanj, ki jih je mogoče dobiti na spletu, je zelo primeren vzgib za naslednje vprašanje. Katere so tiste karakteristike kandidatov, ki jih Google zasleduje s temi vprašanji oziroma s temi problemi? Če podrobneje pogledate te probleme, nekako se izkaže, da so problemi vsebinsko precej različni. Nekateri so postavljeni v resnično okolje, drugi bolj v neko umišljeno okolje, a vsem je skupna ena določena mera nenavadnosti, neobičajnosti. Nakazujejo nekako, da Google išče ljudi, ki imajo fleksibilno, neortodoksno, nenavadno razmišljanje, ki so zmožni sprotnega prestavljanja med različnimi situacijami in hkrati ob tem imajo tudi zmožnost, da ohranjajo neko koherentnost razmišljanja. Tu ni pravzaprav nič presenetljivega, ker gre za korporacijo, katere dejavnost je nekako kritično sloni na umskem delu in zato pač lovijo ljudi, ki jim organ, ki je zadolžen za umsko delo, dobro deluje in ki so ljudi torej išče, ki so dobri, temu jim reče, reševalci problemov. Ker človek je v osnovi izdelovalec stvari in reševalec problemov. Problemov namreč nikoli ne zmanjka, problemi so naravno stanje stvari. So življenjski sopotniki našega dinamičnega ravnovesja med nami in okoljem, naravo in so tudi sopotniki neravnovesja med umom in telesom, dinamičnega neravnovesja. Nirvana je namreč
na vzhodu lahko neke vrste limitna točka meditativnih tehnik, na zahodu mislim pa, da edino ime rock benda. Pri spopadanju s problemi se velja držati kakšne strategije, tukaj predlagam naslednjo. Dobre so strategije, ki ta obseg tega neravnovesja nekako zmanjšajo, kar se da na najmanjšo možno mero. Ta strategija bi bila lahko sestavljena iz 2 korakov. Prvič, najprej moramo pregledati probleme in tiste, za katere ocenimo, da niso rešljivi, da za njih nimamo poti do rešitve, je najbolje dati na stran, se z njimi ne ukvarjati. In drugič, preostale probleme nekako opremimo z nekoj vrste dvosmerno hierarhijo. Najprej rešujemo po prvi liniji, po prvem vektorju, tiste, ki jih generiramo sami od sebe, se pravi najprej počistimo sami sebe, da smo brez problemov, po drugem vektorju, po drugi smeri pa tiste, ki so najbolj moteči, to se pravi tiste, ki najbolj vplivajo na naše neravnovesje. Če se nekako držimo te strategije, bomo za povrh dobili še nek bonus, torej 3 za 2, kot rečejo v trgovini. Namreč ljudje imamo neke vrste samoregulativni mehanizem, ki nam onemogoča, da bi v omejenem času, v nekem omejenem časovnem intervalu lahko se spopadali s preveliko količino problemov. Nekateri ob tej strategiji bodo preprosto sami po sebi izginili in ne bodo več problemi. Mislim, da ni nobenega razloga, da se ne bi te strategije šli tudi na univerzi. Tu še posebej ne, ker jo sestavljajo ljudje, ki imajo nadpovprečne kognitivne sposobnosti. Sicer se univerza kot institucija ne bi ohranila več kot 1000 let. Univerzo sestavlja 5 domen delovanja, ki jih imate tukaj zadaj na sliki še za vizualni učinek. Znanost, izobraževanje, notranja organiziranost, študentska skupnost in okolje. Prvi 2 sta tudi eksplicitno zapovedani, da morata obstajati, zapovedani sta v zakonu o visokem šolstvu, kjer je podana tudi definicija univerze. Na teh 2 domenah je naš napredek univerze na Primorskem očiten. Ob povečanem številu in tudi kakovosti publikacij, ki nosijo avtorstvo naše univerze, se ga da tudi numerično izmeriti. Ampak računanje mislim, da niti ni potrebno. Dovolj zgovorni sta že 2 stvari. Ustanovitvi podružnice prestižne ruske univerze Lomonosov in pa ustanovitev centra odličnosti za uporabo obnovljivih materialov InnoRenew. Se pravi, Lomonosov in InnoRenew mislim, da govorita sama po sebi. Notranja organiziranost, tudi tu smo na zelo dobri poti. Ko nam bo še NAKVIS, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, odobril že več kot leto dni staro vlogo o prekvalifikaciji edinega še preostalega inštituta na univerzi v fakulteto oziroma doktorsko šolo, bomo končno postali prava univerza. Prava univerza, kjer se raziskovanje dela in vrši tam, kjer je mesto, na fakultetah. S pripravo inovativne rešitve hitrejšega vključevanja študentov in študentk na delovni trg orimo ledino tudi na področju širšega delovanja študentske skupnosti. Tako nam ostane samo še okolje. Tudi nekako sodelovanje z okoljem bolj agresivno, z ožjim in širšim okoljem. Zdaj je napočil pravi trenutek, da tudi tu z velikimi koraki zakorakamo, namreč z odhodom ZRS-ja, ki smo mu sicer morali odpisati več 100 000 evrov visok dolg, smo dosegli notranji mir. Ni ravno nirvana, ampak najbliže, kar se temu da priti. Urejeno imamo, če lahko se malo drugače izrazim, tako klet kot podstrešje in zato lahko naš bivalni prostor razširimo v neposredno okolje. Kaj nas pa tam čaka? Z razvojem umetne inteligence rapidno izginjajo delovna mesta. To je neizpodbitno dejstvo. In vedno hujše bo. Zato je največji izziv človeštva, kako in s čim jih nadomestiti in kako se ogniti zloveščemu scenariju sveta, ozke skupine vladavcev, z nekaj high-tech valpti in biriči, ki bodo nadzorovali s čipi opremljeno brezpravno rajo. Tu ima Slovenija samo eno pot. Nujno mora iti vsaj v štric s svetovnimi trendi
tehnološkega razvoja, ukolikor ne more tu in tam tudi biti na prvih mestih. V nasprotnem primeru ne bomo več samo nema, ampak tudi gluha in slepa država, ki bo imela nekaj high-tech valptov in biričev, ki bodo nadzorovali s čipi opremljeno brezpravno rajo, vladavci bodo druge. Koper in Univerza na Primorskem imata tukaj Sloveniji kaj ponuditi. Strateška lega Kopra je nedvoumna, Slovenija bi po mojem trdnem prepričanju imela vsaj en zunanje politični problem manj, če bi to lego pravočasno prepoznala s preselitvijo nekaterih državnih institucij v slovensko Istro. Ni še vse izgubljeno. Za korekcijo je še vedno je čas za spremembe poti. Univerza na Primorskem je namreč danes še vedno edina univerza v državi, prosim, če to dobro poslušate, ki že vrsto let omogoča doktorski študij kriptografije. Smo najmanjša javna univerza, imamo ta študij že 10 let. Znanstvene veje, ki pomen v zadnjih letih iz znanih razlogov eksponentno raste. Letos bomo tako podelili že 3. doktorat znanosti iz tega področja. Vse to znanje je Sloveniji na voljo. Še enkrat bom povedal, je na voljo. Če mislite, da ima lahko samo ZDA, National Security Agency, kjer je zaposleno obilo kriptografov, računalničarjev, matematikov, se motite. Mislim, da lahko tudi manjše države uporabijo znanje svojih ljudi na ustrezen način. Na predvečer zadnjih rektorskih volitev na naši univerzi je znani akademik s pismom posvaril zaposlene pred mojo ponovno izvolitvijo, ker da naj bi potem Univerza na Primorskem postala tretjerazredna univerza. Zastraševalna predikcija je zgrešila oba cilja, ki jih je imela za namen. Saj se je zgodilo ravno obratno od napovedanega. Končno imamo z vsemi našimi uspehi, nekateri so bili že omenjeni, drugi še bodo ob nagradah, imamo trden nastavek, trden temelj, da naša univerza lahko postane prvorazredna institucija. V to trdno verjamem in tako sem deloval ves ta čas in bom tudi še v naslednjih do konca mojega mandata. Zato ob tej priliki za vse te uspehe iskrena hvala vsem tistim, ki ste verjeli v Univerzo na Primorskem, vsem učiteljem in učiteljicam oziroma profesorjem in profesoricam, asistentom in asistentkam, raziskovalcem in raziskovalkam, strokovnim delavcem in delavkam, študentom in študentkam, vsem prijateljem in prijateljicam Univerze na Primorskem, vsem, ki vam je pri srcu, ki jo imate radi. Hvala za sodelovanje in hvala za vse, kar ste naredili, da lahko delujemo tako, kot je potrebno. Zdaj grem proti koncu, se gibljem in bi moral nekako vam dati obljubljeni odgovor. Podal ga bom nekako posredno, ne bom vam povedal razmerja, ampak ga boste, verjamem, sami ugotovili. Podal ga bom posredno, to je tako, da bom problem prevedel v najustrežnejšo formo, ki ob takih prilikah pritiče slovenskemu kulturnemu prostoru in sicer tako, da bom prevedel vprašanje v naše razmere, tako se glasi. V Butalah so občinski svetniki, mi gre malo na smeh, zapovedali, da je odslej potrebno imeti moške potomce in pika. Če se rodi hčer, potem je potrebno nadaljevati toliko časa, dokler se ne rodi sin. Šele potem se lahko odneha. Še drugače bom povedal odgovor, obstaja naravni red in obstaja butalski red. Ve se, kateri zmaga. Obstajajo aksiomi in zakoni višjega reda in tisti nižjega reda. Te slednje je mogoče tudi spreminjati, tiste prve, tiste višjega reda se ne da spreminjati z nobenimi odredbami. So namreč stvari v življenju, v vesolju, ki se ne spreminjajo. Pravimo jim konstante, ker so bile, so in bodo. Tako je tudi z univerzami, so konstante, ki so po naravnem redu avtonomne. Mednje sodi tudi Univerza na Primorskem. Vem in verjamem, da večina med vami deli ta razmišljanja. Vem pa tudi, da se vsaj kdo med vami z njimi sploh ne strinja. Nič za to. Svoboda misli je potreben pogoj za civilizacijski razvoj. Ampak vsaj ena misel ne more biti, ne bi smela biti sporna. Univerze in univerzitetne sisteme se sodi zgolj in samo po petih domenah njihovih delovanj.
Ob tem ni nobenega dvoma, da sta znanost in izobraževanje ključni. Znanost zato, ker je to nekaj, kar je še najbližje univerzalno veljavni, če lahko v njej govorimo, človeški kulturi, kulturi na tem planetu, skupni vsem ljudem. Izobraževanje pa zato, ker je komunikacijski kanal za prenašanje znanstvenih dosežkov na mlajše rodove. To mora poleg notranje vedeti tudi zunanja javnost in tega se morajo še posebej zavedati tisti, ki upravljajo in uporabljajo sporočevalne kanale. Če kdo tega zadnjega ne deli z menoj, teh misli, lahko izbere kraj in čas, da soočiva najina pogleda na ustroj univerzitetnega in znanstvenega sistema v Sloveniji in vlogo Univerze na Primorskem v njem. Obljubim, da bom vsaj poskusil se izogibati izzivom podobnim tistemu, ki sem ga prebral na začetku tega govora. Najlepša hvala gospodu rektorju. In sedaj mi je v veliko čast, da lahko na oder povabim letošnjega slavnostnega govornika. Filozof, umetnostni zgodovinar in kritik, pesnik in prevajalec, dolgoletni, danes upokojeni, kustos in umetniški vodja obalnih galerij. Skratka, vsestranski ustvarjalec, ki na več področjih vpliva na razvoj književne, mišljenjske in likovne literature. Gospe in gospodje, Andrej Medved. Lep pozdrav, ker danes prejme častni doktorat Primorske univerze akademska slikarka Metka Krašovec, sem se nekako odločil, da spregovorimo o današnjem trenutku likovne umetnosti, posebej slikarstva v Sloveniji. Govorili bomo torej o umetnosti, o slikarstvu danes, pa tudi o medijskih poskusih, o medijski umetnosti, ki že velja za najsodobnejši pojav v slovenski ustvarjalni praksi. Govorili bomo torej o umetnosti v nasprotju, v protislovju z ustvarjalno silo, ki že prevlada tudi na sodobnih bienalih, trienalih in manifestah. Vi veste, da je manifesta v Kastlu vsake 5 let, bienale vemo, ki je tu blizu, v Benetkah. Seveda, to govorjenje o umetnosti lahko koristi, lahko si pojasnimo določene pojme, spoznamo določene avtorje. Zato sem tudi pozneje pripravil nekaj reprodukcij, slik vodilnih preteklih in pa sodobnih ustvarjalcev na področju slikarstva. Pravim, to se lahko koristi, če govorimo o umetnosti, še posebej, če se ne izognemo detaljem, še posebej, če ne zanemarimo celote. Zdaj samo kratek uvod, potem bomo videli slike. Vodilni v slikarstvu danes so Emerik Bernard, Živko Marušič, Metka Krašovec, Marko Jakše, od mlajših Suzana Barborovič, Nika Zupančič, Maruša Šuštar in Ira M. Ira Marušič, hčerka Živka, pa seveda Irvini kot nekakšna slepa pega slovenskega slikarstva. Morda bi zdaj šli k prvi reprodukciji. To je seveda Mušič, Antonijo Zoraj Mušič, njegovi konjički, izjemen in svetovno priznani slikar, napol je živel v Italiji, napol v Parizu in prav po teh konjičkih in dalmatinskih prizorih je postal slaven. Slaven je postal tudi leta 1972 po izjemni seriji Mi nismo poslednji, se pravi reminiscenca na dahovske dogodke, na
pravzaprav uničevanje človeškega bitja. Naslednji avtor, ki bi ga omenil, pa ni več med nami, prosim, je Mari Pregl. Velika retrospektiva je danes v Moderni galeriji, lahko si jo ogledate. So dela tako iz beogradske galerije savremene umetnosti, kot iz Moderne galerije, pa tudi iz privatnih zbirk. Mi smo pred 11 leti Obalne galerije v vseh galerijskih prostorih pristavili tudi Pregla v celoti, vendar samo obdobje zadnjega desetletja. To je znameniti diptih, slikar z mečem, ki kot za čopičem pridira platno, očitna defloracija, prekrižana ženska in mesoreznica, ki ima seveda svoj poseben metafizični pomen. Zdaj pa še k Gabrielu Stupici. Naprej, prosim. Gabriel Stupica je avtor, ki je znan predvsem po svojih belih obdobjih. Uporabljal je ogromno bele barve in marsikateri teoretik in kritik likovni pri nas je tudi štel težo in pa vsoto, seštevek teh barvnih enot, ki jih je Gabriel Stupic uporabljal za svoja bela platna. Znamenite so njegove neveste, to je ena od njih, ki v bistvu transformirajo podobe Lucije Stupica, vsi jo poznamo, izjemna je bila ilustratorka, ki jo je upodabljal, ko je bila še zelo mlada. No in ta transformacija v nevesto z tem šopkom rož na v bistvu določenem mestu človeškega telesa, ki je v bistvu transformacija barvne palete. Kot da bi bil to ta nevesta on sam, slikar, jaz, moja hči, moja mati, moj sin in moj oče, se pravi slikar v absolutnem smislu, ki v bistvu ima v rokah, drži simbol likovne umetnosti in slikarstva paleto. Zdaj pa k še živečim avtorjem, jaz sem se odločil za 4. Émeric Bernard, znamenita njegova slika Hommage à Orange. Orange je malo mestece pri Arlu, v Provanci, in v bistvu ta njegovi diptihi, triptihi zaznamujejo neko posebno stanje podobe oziroma platna, slike. V bistvu te diptihi in triptihi kažejo neko kroženje, obkroženje okoli nekega manjka temelja upodobitve slike. Gradijo sliko prav na tem, da zapolni nek substancionalni manjko, se pravi praznino zadaj za podobo, ki govori nam vsem za istrsko ikonografijo. Vse to je pravzaprav transformacija istrskih podob, raznih plotov, hiš, cerkvene ikonografije in tudi na tej podobi, čeprav je abstraktna, so elementi te istrske ikonografije. Se pravi, govori nam za vsem za istrsko ikonografijo, za istrskim pejzažem. Istrska krajina je tu zato, samo zato, da nadomesti manjko prvotne in prvobitne upodobitve. Ko gledamo ta istrski pejzaž, ne gledamo, ne vidimo samo krajine, ampak smo slika mi. Se pravi, jaz, ki gledam, sem pogled, ki slika sliko, jaz sem slika, ki me upodobi kot zaprečeni subjekt, gledalca, kakor sliko. Zdaj pa Kmetki Kraševec. Jaz se vedno znova rad vračam k njenim podobam, to je ena zadnjih iz leta 1916, ki ni na razstavi v Meduzi. V Meduzi so dela iz prvega desetletja novega tisočletja, ko se je pravzaprav od 90 let vračala k takšni upodobitvi, k tej vrste sliki. No, to je značilno zanjo, da slika predvsem v zadnjem obdobju nekakšne mistične pejzaže,
ki govorijo o nekem drugem stanju, stanju duše z veliko začetnico, ki zdaj prežema sliko kot popolno utajitev, nekakšna chiaroscura upodobitev, ki preveva njene nezgodovinske, predzgodovinske prapodobe. Ciprese tu in tam v strogi geometrični postavi, ki govori gledalcem o nekem miru, popolnem miru in umiritvi, ne miru v miru, ki pokriva pomanjšane figure v osprednjem delu platna. V pokončni drži, ki se upada za naslikano krajino, brez čudenja, za čudenjem nad senčno in osenčeno pojavitvijo oseb, dreves in temno svetlo, metafizično svetlobo in brez zunanje znotranjo svetlobo. Čista poezija, ponovno najden paradiž. Živko Marušič je seveda naš avtor, primorski avtor, vendar je za svojo figuraliko, ki je posebna, izvirna, nenadomestljiva, neprimerljiva s komurkoli, dosegel v bistvu eno veliko stanje slikarstva, ki je odmevalo predvsem v severni Italiji. Živko Marušič slika figuralno tkanje. V ospredju je figura, zalepljena v dekor, v dekoracijo ozadja, ki ga izpolni z vegetativnim ali drugačnim tkanjem kot podlogo za osrednje mimetične premike, za gibanje figure, prelomno in krožečo gibanje telesa in telesnih delov, rok in nog, obraza in zasukanih telesnih zon, ki same zase govorijo o neki vzhičenosti in dinamiki, ki preseneča in začudi za zapognjenostjo in energijo in dinamisom, zasukanostjo figuralnih delov. Ta dihotomija znotraj, zadaj, zunaj in navznoter in navzven, iz točke nič, popolne umiritve v osrednje gibanje in kaos in vihar je temeljna značilnost Marušičevega slikarja. Še četrti slikar, ki je danes vodilni, nekoliko mlajši, 10-15 let, je Marko Jakše. Marko Jakše je genij. On ustvarja dela neprenehoma, vsaka slika je nova, ustvari tudi več slik na dan. On je fantast, fantazmagoričen slikar. Njegova slika temelji na trajnosti naslikane podobe. Živali, pritlikavi komunkolosi, čarobna, čudežna arhitektura. Ta trojnost je, vedno je neka žival, neki človečnjaki in neka prečudovita arhitektura. V vsem povsod prevlada mističnost upodobljenega dogodka. Nekakšno metafizična jasnina in svetloba, ki ne žari od zunaj, ki ne prihaja iz zunanje osvetlitve. Svetloba, luč, grško tofos, prihajajo od znotraj in od slike in iz slike naslikanih figur arhitekture, zato pa več ne potrebuje senc in osenčitev, tako kot pri Krašovčevi, zunanje perspektive. Ta Jakšetova arhitektura perspektive je zadostna v sebi, sama po sebi, v bistvu stvar dink na sebi, kot kategorični imperativ. In zdaj še k zadnjim, najmlajšim slikarkam, to je Nika Župančič, ki živi v Parizu. Značilne so njene črno obdobje, črne slike, v katerih globine so trojne, četvorne, petorne in zdaj je odkrila tudi barvni pejzaž. Naslednja je Suzana Barborovič, živi v Leipzigu, zelo mlada, mislim, da ima 40-25 let, izjemno uspešna, že sama razstavlja v Düsseldorfu, v Leipzigu in drugih nemških mestih. Mnogi so že odkupili njena dela. Primarna pri njenem delu je forma nekega konstrukta arhitekture, zgradbe, predvsem na obrobju mest, ki jih izpolni z vsebino. Naslednja
je Ira Marušič. Ira Marušič ima seveda Marušičevo šolo. Živko je prav gotovo vplival v tehniki, pa tudi deloma v podobah na to svojo hčerko. Vendar je ona odkrila svoje domislice, ima svojo domiselnost, ima svojo živahnost, ima svoje veselje in svoje v bistvu veselje dogodke. Tu je neka gobica oziroma žabica, ne vem. To vedno igra na majhne detalje, na majhne figure, ki jih izpolni potem z površino platna. Zdaj še zadnja je pa Maruša Šuštar, tudi mlajša generacija. Jaz sem mislil, da že odhaja, dobila je družino, vendar je uspela se vrniti k sliki, slikarstvu. Značilni so njeni pogledi od zgoraj na množico majhnih figur. Seveda bi lahko omenil tudi Joni Zakonjšek, ampak Joni Zakonjšek, ki je bila vrhunska in vodilna med mlado generacijo, je zadnje obdobje nekoliko prišla v neko sladko obdobje, ki morda ni tako zanimivo. Zdaj za konec bi pa rad spregovoril o novih medijih. O novi mediji govorijo alles ist falsch, alles ist erlaubt. Uporabljam namenoma nemščino, ker črpam iz zapuščinje Friedricha Nietzscheja. Vse je lažno, zgrešeno, narobe, vse je dovoljeno. Alles ist erlaubt. In v bistvu je to bistvo novih tendenc, ali so to prostorske postavitve, ali video, ambientalne, ali to body art, ali to fotografija. Friedrich Nietzsche v 80. letih 19. stoletja zapiše: Die Ordnung des Zwecks ist schon eine Illusion. Vrstenje, red in zaporedje smotrov, smislov, vrednot je že iluzija. Resnice so schon die Folge einer Illusion, so že sosledje iluzije. Se pravi, da so že nekakšna navidezna resnica. Za vrednotenjem, Wertschätzung, se bližamo brezpomenskosti. Der Bedeutungslosigkeit, se pravi brezpomenskost, brezpomenski svet se nam približuje. Ustvarili smo svet vrednot, svet smisla in pomenski svet in kar najbolj dobesedno, wir haben die Welt, welche Wert hat, geschaffen. Ustvarili smo svet z vrednotami. Vse je zgrešeno, vse je ponarejeno lažno, alles ist falsch, vse je dovoljeno, alles ist erlaubt. Seveda je izjemnega pomena, kako razumemo te Nietzschejeve besede, vsekakor v zvezi z nihilizmom. A nihilizem ni le razvrednotenje vrednot, entwertung, temveč je predvrednotenje vrednot, umwertung, kar je povezano z izgubo smisla, velikega smisla religijskih, religioznih in teleoloških predpostavk. Seveda in prav zato v morali in estetskih sodobnih ustvarjalcev gre, lahko razumemo to Nietzschejeve misli tudi drugače, da vse vrednote, smotri in merila in smisli, ki veljajo za klasično umetnost, za sliko, za slikarstvo, zdaj ne zdržijo več. Da so le iluzija, sosledje iluzij, prividov, ustvarjene, zlagane, prazne, v resnici nepomembne. Zatorej, alles ist erlaubt. Vse je dovoljeno. Pomembno ni več der Sinn für Weichheit, smisel, občutek za resnico, ampak Machtwille, volja do moči, v pejorativnem smislu, kot banalna volja po privilegijih oblasti. S tem pa postaja vrednost in vrednotenje in smisel umetnine, umetniškega delovanja in ustvarjanja vrednot v smislu najvišjih etično-estetskih norm dejansko brez pomena. In die Bedeutungslosigkeit nad sich bliža in blizuje in približuje se svet brez pomena, ki nima več pomena, nepomenski svet, da nepomensko sama. Seveda smo v resnici s to razlago neskončno daleč od Nietzschejeve filozofije, ali pa morda vendarle že blizu. Namen interpretacije sodobnih ustvarjalnih praks
je določiti mesto umetnine v današnjem svetu, v našem primeru status slike, ki se drži od rojstva novega slikarstva v gotiki in zgodnji renesansi, ista merila, vrednost, smisel in pomen, vse do posebej še do modernizma, ki je v stoletju, ki mineva, postavil najvišje mogoče normative, estetske in moralne. Zato, kar zdaj razumemo pod pojmom slike in slikarstvo in bo obstalo ne glede na prazno hegelijansko govorjenje o koncu zgodovine, umetnosti in etično-estetskih norm. Samo, če ne bo zmagala macht vile, alles ist erlaubt, vse je dovoljeno. Samo, če zmaga razvrednotenje vrednot, s tem pa seveda tudi vsakega odnosa med subjektom in objektom, če zdaj prevlada lažni, sprevrnjeni, intolerantni nihilizem, se pravi brezpomensko sama, je strah za umetnino dejansko tudi še utemeljen. Vendar menim, da je dejavnost in ustvarjalnost tistih, ki zdaj načeloma in a priori in vehementno črtijo vrednost slike in slikarstva, s tem, da je modernistična umetnost zanje die Folge einer Illusion, sosledje nekih iluzij, dejansko prav največja iluzija, sosledje virtualnih in ustvarjenih prividov. Hvala lepa. Čeprav je vse dovoljeno, obstajajo aksiomi prvega reda in po njih gre slavnostnemu govorcu zahvala. Hvala lepa. Preden začnemo s podelitvijo priznanj in nagrad, bomo prisluhnili besedam, ki jih bo v imenu študentk in študentov strnil predsednik študentskega sveta Univerze na Primorskem, Gregor Gulič. Lepo prosim. Spoštovani študentje, spoštovani rektor, profesor dr. Dragan Marušič, dragi prijatelji Univerze na Primorskem. Naj uvodoma v imenu študentov Univerze na Primorskem in v svojem imenu iz srca čestitam vsem današnjim nagrajencem, ki so svojo drznostjo po znanju in trdno voljo po modrosti ter odličnostjo pri svojem delu prispevali k razvoju naše univerze. Študentje smo univerza in vsaki misli drugače ne razume njenega pomena. Tako kot je lahko to razumljeno kot privilegij, je hkrati velika odgovornost za nas študente. Študentje si želimo partnerskega in spoštljivega odnosa pri soupravljanju univerze, saj verjamemo, da z našo drznostjo in svežino idej lahko poiščemo rešitve, ki so morda na prvo žogo zdijo nemogoče. Od vodstva univerze in vodstva fakultet pričakujemo, da bodo spoštovali našo avtonomijo organiziranja, podpirali naše aktivnosti, ki jih izvajamo na prostovoljni osnovi in upoštevali naša mnenja pri sprejemanju odločitev povezanih z univerzo oziroma fakulteto. Študentje se danes, tako kot leta 1968, borimo za enake ideje, kakovost in dostopnost visokošolskega prostora ter avtonomijo lastnega delovanja, vendar na drugačen način. Primer dobre prakse je zakon o urejanju položaja študentov, ki je od nas študentov terjal ogromno angažiranosti in vloženega truda, vendar smo na koncu skupnimi močmi uspeli doseči nekaj, kar so nam pravili, da ni mogoče. Spoštovani nagrajenci, s prejemom nagrade prenašate tudi sporočilo zgodovinskega pomena, ki sega v leto 1939, ko so nacisti zavzeli študentske domove Praške univerze in več kot 1000 študentov prisilno preselili v koncentracijska taborišča. 9 vodilnih predstavnikov študentskega organiziranja v tistem času na Češkem pa so usmrtili. Vsak študent bi se moral zgledovati po njih in jih imeti za vzor, saj so nam svojo žrtvijo tlakovali pot v skupno boljšo študentsko prihodnost. Čestitam in vse najboljše univerza. Hvala.
Hvala predsedniku študentskega sveta in slavnostnemu orkestru. Seveda pa je sedaj čas, da pristopimo oziroma nadaljujemo z osrednjim delom današnje slovesnosti. V skladu s sklepi senata bomo podelili priznanje nagrade Univerze na Primorskem. Dear ladies and gentlemen, now we'll start with the solemn bestowal of this year's awards. The first to be conferred is the title Honorary Doctor of the University of Primorska. Začeli bomo torej s podelitvijo najvišjega naziva Univerze na Primorskem. Zato prosim rektorja, profesorja dr. Dragana Marušiča, da se nam pridruži na odru. Naziv častna doktorica Univerze na Primorskem za izjemne dosežke na področju znanosti ter za pomemben prispevek k krepitvi ugleda in k razvoju univerze letos prejme gospa profesorica doktorica Cheryl E. Prager. I'd like to cordially invite Professor Cheryl E. Prager to join us on stage. Professor, Professor Cheryl E. Prager is a professor of mathematics at the University of Western Australia. She is best known for her works in group theory, combinatorics, geometry, and graph theory. She has more than 350 publications total in the most prestigious scientific journals and has advised more than 20 PhD students. She is also one of the few mathematicians on the list of ISI highly cited researchers. Professor Prager is a Fellow of the Australian Academy of Science, former President of the Australian Mathematical Society, and was appointed a member of the Order of Australia. She is the recipient of many important awards in Australia and abroad, and is an active member of different committees and organizations. Professor Prager was awarded 5 honorary doctorates of science and was named Western Australia Scientist of the Year in 2009. In 2015, she was inducted into both the Western Australia Women's Hall of Fame and the Western Australian Science Hall of Fame. On the University of Western Australia, she has established one of the centers of algebraic graph theory. Since 2003, when she first visited us, she has been intensively collaborating with the Center of Algebraic Graph Theory at our university. During this time, she has significantly contributed to increasing the reputation of the University of Primorska in these fields of mathematics. And dear honorary doctor, I'd like to ask you actually to give you the floor and ask you to say a few words. Rector, Professor Dragan Marušić, distinguished guests, members of the University of Primorska, ladies and gentlemen. Rektor Dragan Marušić, cenjeni gosti, člani Univerze na Primorskem, dame in gospodje. I'd like first to thank the University of Primorska for conferring on me an honorary doctorate of the university. Najprej bi se rada zahvalila Univerzi na Primorskem za podelitev častnega doktorata Univerze na Primorskem. I feel deeply honored, both personally and for my discipline, mathematics. Globoko sem počaščena, tako na osebnem nivoju kot na nivoju moje discipline matematike. The doctorate acknowledges the importance of mathematics and also the importance of international scientific links between the University of Primorska and scientists around the world. Doktorat priznava, kako pomembna disciplina je matematika in kako pomembne so mednarodne vezi med Univerzo na Primorskem in znanstveniki po vsem svetu.
I want to congratulate the University of Primorska on the 15th anniversary of its establishment. Rada bi čestitala Univerzi na Primorskem za 15. obletnico delovanja. And also I offer warm congratulations to all of the other persons to receive awards this evening. In prav tako bi rada izrazila tople čestitke vsem drugim letošnjim nagrajencem. I have enjoyed and valued greatly my friendship and research collaborations with the mathematicians from the faculty FAMNET of the University of Primorska. Z veseljem sem sodelovala in sem tudi hvaležna za to sodelovanje vsem kolegom s FAMNETA. We meet at conferences, we make research visits, we exchange research students. Skupaj smo sodelovali na konferencah, na znanstvenih obiskih in tudi si izmenjavali študente. FAMNET is a vital and active faculty with exciting programs. FAMNET je vitalna in dejavna fakulteta z izredno zanimivim programom. For example, its Rogler summer schools in discrete mathematics are well known and respected across the world. I will just make something now. Aha, in je znana potem za poletno šolo na Rogli v diskretni matematiki, ki je znana po vsem svetu in spoštovana. Thank you. I deeply appreciate this award of an honorary doctorate and the opportunity to celebrate with the university this evening. Thank you. Globoko sem hvaležna za častni doktorat in za priložnost, da lahko nocoj z vami praznujem. Hvala. And now we'll invite Professor Cheryl E. Prager to sign herself in the Book of Honorary Doctors. Thank you. Podelili bomo še en najvišji izziv. Za izjemne dosežke na področju umetnosti in za celotni opus, ki predstavlja vrhunski prispevek k razvoju slikarstva v slovenskem in mednarodnem prostoru, prejme naziv častne doktorice Univerze na Primorskem, akademska slikarka Metka Krašovec. V njeni odsotnosti bo priznanje prevzel gospod Arne Brejc, dober osebni prijatelj nagrajenke in galerist galerije Kurna, ki se mu tudi oziroma se jim zahvaljujemo za odlično sodelovanje in pomoč pri organizaciji razstave del Metke Krašovic iz njene zasebne zbirke. Akademska slikarka Metka Krašovec, dolgoletna profesorica na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani in Prešernova nagrajenka za življenjsko delo, je v obsežnem opusu, ki ga je posvetila slikarstvu in v različnih obdobjih, predvsem risbi, ki je osnovni modus njenih slik in del na papirju, presenečala likovne poznavalce z vedno novimi pristopi k izbrani podobi, naj bo to krajina, portret ali lebdeči liki. Formalni slikarski jezik jo zanima samo toliko, kolikor ga potrebuje, da najbolje izrazi eksistencialno izkušnjo. Veliko sledov v njeni likovni govorici so pustila potovanja, realna, še posebno v 70-ih v Mehiko, kjer je spoznala svojega življenjskega sopotnika Tomaža Šalamuna, pa tudi duhovna potovanja v svet pretekle umetnosti in domišljije. Posebno mesto v njenem slikanju imajo velika platna, na katerih so predmeti naslikani z izjemno urejenostjo, a hkrati izražajo nekakšno metafizičnost, ki v sodobni likovni umetnosti nima primerjave. Njen celotni opus predstavlja vrhunski prispevek k razvoju slovenskega slikarstva in vse svetovnega slikarstva prav tako. Ob tej priložnosti prosim gospoda Arneta Brejca, da nam prenese sporočilo, ki ga nova častna doktorica namenja prisotnim. Spoštovani gospod rektor Univerze na Primorskem, dr. Dragan Marušič,
spoštovana gospa dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, dr. Mara Cotič, spoštovani akademski zbor, dame in gospodje. Podelitev častnega doktorata Univerze na Primorskem za področje umetnosti mi je veliko čast in ponos. Zahvaljujem se vsem, ki so bili pri tem udeleženi za zaupanje in priznanje. Počaščena sem tudi, ko vidim, v kakšni imenitni družbi nagrajencev sem. Z veliko žalostjo sem morala sprejeti dejstvo, da se zaradi bolezni ne morem udeležiti te slavnostne seje. Upam pa, da se vendarle ob kakšni priložnosti tudi vidimo. Kot majhen drobec naj pa še povem, zakaj mi je tako ljubo, da mi je to priznanje dala Univerza na Primorskem. Morje in Primorska sta bili od nekdaj zame ključni inspiraciji in motiv za moje slikarstvo. Z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo, Metka Krašovec. Hvala lepa.
Univerza letos že 9. zapored podeljuje nagrade za pedagoško in znanstveno odličnost. Prejemniki nagrad so trenutno najboljši pedagogi in raziskovalci Univerze na Primorskem. Na oder vabim rektorja in prorektorico za študijske zadeve, docentko doktorico Sonjo Rutar. Na predlog Fakultete za menedžment Univerza na Primorskem podeljuje nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016-2017 docentu dr. Armandu Faganelu. Docent dr. Armand Faganel je doktoriral z področja ekonomsko-poslovnih ved na temo dekonstrukcije marketizacijskega diskurza v javnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Na Fakulteti za menedžment predava različne predmete z področja marketinga, njegova raziskovalna področja so medorganizacijski in potrošniški marketing, prodaja, zaznavanje, kakovosti storitev, visoko šolstvo, upravljanje blagovnih znamk. Rezultat raziskav z teh področji objavlja v znanstvenih člankih, poglavjih in monografijah. Piše tudi učbenike in druga učna gradiva. Pri svojem pedagoškem delu je vedno iskal nove vsebine in metode podajanja znanja. Spisal je učne načrte za več kot 10 novih izbirnih predmetov in v zadnjih 3 letih uvedel 2 nova predmeta. Sodeloval je pri več projektih ARRS, tako pridobljena znanja pa prenaša na študente. Študente tudi vključuje v projekte po kreativni poti do znanja, z vabljenimi predavatelji iz tujine jim širi obzorja, z gosti iz gospodarskega okolja pa jim omogoča povezati teorijo in prakso. O priljubljenosti docenta dr. Armanda Faganela med študenti pa priča tudi to, da ga odlično ocenjujejo in v velikem številu obiskujejo njegove izbirne predmete. Pod njegovim mentorstvom je diplomsko delo napisalo že več kot 350 študentov. Ja, nagrajenca vabimo na oder, ampak že. Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem podeljuje nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016-2017 docentki doktorici Silvi Bratoš, ki pa je zaradi neodložljivih pedagoških obveznosti svojo odsotnost opravičila. V njenem imenu bo nagrado prevzel prodekan za študijske zadeve Pedagoške fakultete, izredni profesor dr. Dario Felda, ki ga vabim kar sedaj na oder. Docentka doktorica Silva Bratož je nosilka in izvajalka predmetov na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju na Pedagoški fakulteti. Odigrala je ključno vlogo pri razvoju modula za zgodnje poučevanje angleščine. V zadnjih 2 letih kot predavateljica sodeluje tudi pri izvedbi programa pedagoško-andragoško usposabljanje za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem. Je avtorica in soavtorica številnih visokošolskih učbenikov in študijskih gradiv. Strokovno delo ves čas dopolnjuje z znanstvenimi prispevki na področju poučevanja. Sodeluje tudi pri 2 projektih, usmerjenih v razvijanje večjezične in raznojezične zmožnosti pri poučevanju. Aktivno se vključuje v razvijanje poučevanja tujega jezika v Sloveniji. Kot predstavnica Pedagoške fakultete sodeluje tudi v delovni skupini za ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovnih šolah. V zadnjih 5 letih je bila mentorica 13 diplomantom dodiplomskega študija in 13 podiplomskega. Trenutno je mentorica 2 doktorskima študentoma in somentorica 1. Docentka doktorica Silva Bratuž izkazuje pedagoško odličnost tako pri izvajanju pedagoškega procesa kot s svojimi raziskovalnimi prispevki k teoriji in praksi poučevanja tujega jezika. Hvala.
Nadaljujemo s podelitvijo nagrad za znanstveno odličnost. Na oder vabim prorektorja za znanstveno raziskovalno in razvojno delo, profesorja dr. Štefka Miklaviča. Nagrade za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem so namenjeni spodbujanju doseganja znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev univerze. Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič Univerza na Primorskem podeljuje nagrado za znanstveno odličnost za leto 2017 za področje naravoslovja in tehnike profesorju dr. Enesu Pasaliku. Profesor nagrajenca lepo prosimo, da stopi na oder oziroma profesorja dr. Enesa Pasalika, medtem ko ga predstavimo, vabimo na oder, se znanstveno raziskovalno ukvarja s kriptografijo. Z tega področja znanosti, ki proučuje, kako z matematičnimi tehnikami zagotoviti informacijsko varnost, je doktoriral na Univerzi v Lundu na Švedskem. Njegova glavna raziskovalna področja so načrtovanje in kriptoanaliza kriptografije simetričnih ključev ter diskretne matematične strukture vezane na kriptografijo. Njegovo delo je pomembno pripomoglo k teoriji Booleovih funkcij, objavil več kot 60 znanstvenih člankov v najbolj priznanih mednarodnih revijah. Njegove raziskave dosegajo visoko citiranost, ki se kaže v več kot 500 čistih citatih in H-indeksu 10. Bil je recenzent za vse pomembnejše revije z njegovega raziskovalnega področja in član številnih konferenčnih organizacijskih odborov. Sodeluje z vodilnimi kriptografi na svetu. Njegova vabljena predavanja so gostile številne univerze v tujini, Univerza na Primorskem, na kateri deluje od leta 2006, pa mu je že leta 2015 podelila priznanje za znanstveno odličnost, ta teden pa inaugurirala urednega profesorja. O njegovi znanstveni odličnosti v preteklem letu pa priča 12 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih tujih revijah, v katerih je v soavtorstvu objavil rezultate svojega znanstvenega raziskovanja. Čestitke. Na predlog Fakultete za menedžment prejme nagrado za znanstveno odličnost za leto 2017 za področje družboslovja in tehnike profesor dr. Štefan Bojnec. Vabimo ga na oder. Dr. Štefan Bojnec, redni profesor za ekonomijo in znanstveni svetnik na Univerzi na Primorskem, je v lanskem letu dosegel izjemne rezultate v znanstveno-raziskovalnem delu na področju družboslovja in humanistike. To izkazuje 13 izvirnih znanstvenih člankov, pretežno objavljenih v najodmevnejših mednarodnih revijah z področja družboslovja, zajetih v najuglednejših indeksih citiranosti. Pri tem je zbral skoraj 350 točk. Prav tako lani je v soavtorstvu objavil 2 znanstveni monografiji. Odmevnost njegovega znanstveno-raziskovalnega dela potrjujejo številni citati njegovih objav. Baza Web of Science beleži skoraj 300 čistih citatov, baza Scopus pa preko 400. Dr. Štefan Bojnec je izredno aktiven tudi pri projektni dejavnosti. V letu 2017 je sodeloval pri enem raziskovalnem projektu in 3 bilateralnih, ki jih je financirala Agencija za raziskovanje Republike Slovenije, sodeloval pa je tudi pri prijavljanju 9 projektov. Poleg tega je glavni urednik Mednarodne znanstvene revije, član v več kot 10 uredniških odborih mednarodnih znanstvenih revij in recenzent za več kot 50 mednarodnih znanstvenih revij. Iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo zlate plakete. Univerza na Primorskem podeljuje zlato plaketo za življenjsko delo visokošolskim učiteljem oziroma znanstvenim delavcem za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek k krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze. Na oder vabim dekanjo Pedagoške fakultete profesorico doktorico Maro Cotič. Na predlog Pedagoške fakultete prejme zlato plaketo Univerze na Primorskem profesor dr. Igor Saksida.
Profesor dr. Igor Saksida je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenskega jezika s književnostjo in primerjalne književnosti ter za svoje delo prejel Prešernovo nagrado. Na isti fakulteti je bil sredi 90-ih promoviran v doktorja literarnih ved in habilitiran v docenta za slovensko književnost. Že 2 desetletji predava na Univerzi na Primorskem, ker navdušuje študente svojo strokovnostjo, pronicljivostjo in iskrivostjo. Sodobnimi teoretskimi izhodišči je nadgradil dosedanje proučevanje mladinske književnosti in v literarni vedi postavil kot enakovredno raziskovalno področje. O njegovih izjemnih dosežkih na tem področju priča tudi vrsta znanstvenih monografij in člankov. Njegovo raziskovalno in pedagoško delovanje se odlikuje s prodorno interdisciplinarnostjo. Med drugim se posveča razvijanju pismenosti in bralne kulture mladih bralcev, pri čemer išče nove pristope, kako bi mladim približal literaturo in spodbudil njihovo kritično razmišljanje. Znanstveno-raziskovalno povezovanje literarne in pedagoške problematike profesorja dr. Igorja Saksido postavlja na zavidljivo raven v domačem in mednarodnem okolju. Iskrene čestitke. Na vrsti je podelitev svečane listine mlademu visokošolskemu učitelju oziroma sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oziroma raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem. Na oder vabim dekana Fakultete za vede o zdravju, izrednega profesorja dr. Nejca Šarabona. Na predlog Fakultete za vede o zdravju prejme svečano listino za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela docent dr. Borut Fonda. Vabim ga. Docent dr. Borut Fonda je po diplomi na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in magisteriju iz aplikativne kineziologije na Univerzi na Primorskem zaključil doktorski študij športnih znanosti na prestižni univerzi v Birminghamu, kjer se je raziskovalno usmeril biomehaniko, motorično kontrolo in ergonomijo v kolesarjenju. Na Fakulteti za vede o zdravju opravlja pedagoško delo, pri čemer redno prejema nadpovprečne ocene študentov, poleg tega se aktivno vključuje v raziskovalno delo na področju regeneracije, fiziologije napora in biomehanike kolesarjenja. Ima dolgoletne izkušnje kot kondicijski trener, konzultant in tehnični inovator na področju meroslovja v športu in medicini. Je član številnih mednarodnih združenj in konzorcijev za biomehaniko kolesarstva in velja za mednarodno priznanega strokovnjaka z tega področja. Redno sodeluje s profesionalnimi kolesarskimi ekipami in posameznimi kolesarji. Je avtor preko 20 znanstvenih člankov v mednarodno indeksiranih revijah. Dosegel je veliko številko Secrets točk, 56 čistih citatov in H-indeks 5. Iskrene čestitke. Ter hvala rektorju in dekanu.
Hvala lepa slavnostnemu orkestru. Sicer pa na oder vabim dekana Fakultete za turistične študije turistike, izrednega profesorja dr. Janeza Mekinca. Prosim, da se nam pridruži profesor dr. Janez Mekinc na odru, dekan Fakultete za turistične študije, torej turistike. In sicer zato, da na predlog Fakultete za turistične študije turistika podelimo nagrado, ki jo prejme oziroma nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke, ki jo prejme Santin Sodin, in sicer za diplomsko delo z naslovom The Formation of a Cosmic Nation, How Many Art and Culture Define Space Tourism, oziroma formacija kozmične nacije, kako umetnost in kultura definirata vesoljski turizem, pod mentorstvom docentke doktorice Irene Weber. Nagrajenec se zaradi študija na Finskem današnje slovesnosti ni mogel udeležiti, zato bo nagrado prevzela njegova mama Jasmina Boronšek. Santin Sodin si kljub temu zasluži aplavz, kot da bi bil tu. Santin Sodin je študent Fakultete za turistične študije turistike. Svoje diplomsko delo na prvi stopnji univerzitetnega študijskega programa Turizem je zastavil zelo ambiciozno. Tematsko se je namreč lotil raziskav znotraj turističnih študijev, ki so šele v povojih, saj temeljni korpus znanj o vesoljskem turizmu še ni zares vzpostavljen. Poleg tega je njegovo delo edinstveno, ker je problematika obravnavana z humanističnega zornega kota. Študent se je namreč konceptualno oprl predvsem na antropologijo in umetnost, uporabil pa je tudi posamezne sociološke koncepte. Za zbiranje, analizo in interpretacijo pa je uporabil pretežno kvalitativne metode. Tako konceptualno kot metodološko njegovo delo presega zahteve za to stopnjo študija. Santin Sodin je diplomsko nalogo napisal v angleščini, ker želel študij nadaljevati v tujini. V tem študijskem letu študira na Finskem. Čestitke. Boštjan, tole ima zdaj. Nadaljujemo torej s podelitvijo nagrad Srečko Kosovel. Kosovel za študente Univerze na Primorskem. Na oder znova vabimo rektorja in dekanjo Pedagoške fakultete profesorico Maro Cotič. Rektor in dekanja, prosim, stopita vnovič na oder. In na predlog Pedagoške fakultete prejme nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije pod mentorstvom profesorice doktorice Mare Cotič in somentorstvom profesorice doktorice Andreje Istenič Starčič, dr. Marina Vovk. Dr. Marina Vovk je na Pedagoški fakulteti zaključila študijski program 3. stopnje edukacijske vede. V interdisciplinarni doktorski disertaciji je celovito raziskala učinkovitost učnega pristopa medpredmetnega poučevanja z vključevanjem tabličnih računalnikov pri pouku v 3. razredu osnovne šole. Na podlagi proučitve literature s področji matematike, medpredmetnega poučevanja in vključevanja sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk je izvedla raziskavo temelječo na pedagoškem eksperimentu. Z njim je dokazala, da učenci, ki so deležni sodobnega učnega pristopa, dosegajo više kognitivne cilje kot tradicionalno poučevani učenci. Dr. Marina Vovk je na podlagi te raziskave objavila 2 znanstvena članka v uglednih revijah, oba sta imela med 10 najbolj branimi članki leta. Čestitke. Hvala, dekanja. Na oder vabim dekanjo Fakultete za humanistične študije, profesorico doktorico Ireno Lazar. Na predlog Fakultete za humanistične študije prejme nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela z naslovom Pisanje fantazijskega romana Legende o Svordraj, od izkušnje v sanjah do knjižnega dela, nascita di un romanzo fantasy, La leggenda di Svordraj, dall'esperienza onirica all'opera letteraria,
pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Nive Zudić Antonić in so mentorstvom docentke doktorice Barbare Baloh, Erika Gregorič, ki jo vabim na oder. Erika Gregorič je magistrirala na oddelku za italijanistiko na Fakulteti za humanistične študije. Že med študijem je izkazovala tako študijsko zagnanost kot nagnjenost k umetniškemu ustvarjanju. To dvoje pa je zares izjemno spojila v magistrskem delu, v katerem je avtorica najprej z natančno raziskovalno metodo podrobno opisala nastajanje in značilnosti svojega fantazijskega romana v italijanščini, v nadaljevanju pa je predstavila prva 3 poglavja tega romana, napisanega v slovenskem jeziku. V svojem magistrskem delu je pokazala veliko mero samostojnosti, inovativnosti, izvirnosti in ustvarjalnosti. Delo Erike Gregorič je pomemben prispevek znanstvenemu raziskovanju fantazijske književnosti. Čestitke in hvala dekanje. In sedaj bomo nadaljevali s podelitvijo priznanj Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem. Prosim dekanjo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologijo, da se nam pridruži. Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije prejme priznanje za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni Luka Pavlović, ki ga vabim na oder. Luka Pavlović je študent Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Leta 2016 je diplomiral iz matematike in trenutno opravlja obveznosti 2. letnika podiplomskega programa matematične znanosti. Že od vpisa na dodiplomski študij je uspešno sodeloval na tekmovanjih iz znanja v matematiki in računalništvu. Ob rednem opravljanju študijskih obveznosti je že vrsto let aktiven tudi v organizaciji, izvedbi in promociji obštudijskih dejavnosti na fakultetni in univerzitetni ravni, za kar je že leta 2016 prejel pohvalo fakultete. Angažiran je tudi pri študentskem organiziranju. Bil je član Fakultetnega študentskega sveta, Akademskega zbora in senata ter Univerzitetnega študentskega sveta. Pomembno je prispeval k razvoju aktivnosti na področju študentskega športa. Od leta 2014 vodi fakultetno košarkaško ekipo. Vsa leta je tudi aktiven pri promociji fakultete in univerze. S svojim delovanjem v preteklih letih je Luka Pavlović tako bistveno prispeval k ugledu ter nacionalni in mednarodni prepoznavnosti svoje fakultete in Univerze na Primorskem. Iskrene čestitke in hvala dekanju. Zdaj pa prosim dekanjo Pedagoške fakultete, da se nam pridruži na odru. Kajti na predlog Pedagoške fakultete prejme priznanje za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni Matija Jenko. Matija Jenko je od leta 2015 študent Pedagoške fakultete, trenutno je v 3. letniku univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje razredni pouk. Že od začetka se je aktivno vključil v delovanje Univerzitetnega in fakultetnega študentskega sveta. Bil je tudi predsednik slednjega. Že od začetka je tudi predstavnik študentov v fakultetnem akademskem zboru, kasneje tudi član Univerzitetnega in fakultetnega senata. Kot član odbojkarske ekipe zastopa fakulteto v Univerzitetni odbojkarski ligi.
Je tudi član fakultetne gledališke skupine in moškega pevskega zbora. Ves čas je dejaven v študentski organizaciji Univerze na Primorskem kot notranji sodelavec za socialna in študentska vprašanja. V tej vlogi je izpeljal vrsto odmevnih študentskih projektov, Prostovoljni, Čista desetka, Čast in pol litra. Lanskega septembra je sodeloval v medfakultetnem projektu Matematični raziskovalni dnevi, tako da je skrbel za skupino dijakov iz vse Slovenije. Lani je sodeloval tudi v 4-mesečnem projektu z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v mestni občini Koper. Matija Jenko je s svojim delom na fakulteti, univerzi in v študentski organizaciji prispeval k razvoju in ugledu ne le fakultete, ampak celotne univerze. Čestitke. Še malo. Rektorja še ne bomo spustili nazaj med občinstvo, kajti letos univerza predstavlja novost in sicer bomo sedaj podelili prvič priznanja, posebna priznanja, in sicer so to zahvale za izjemne dosežke v letu 2017 strokovnim sodelavcem Univerze na Primorskem. Na predlog rektorja prejme zahvalo Univerze na Primorskem strokovni sodelavec magister Frank Mavrič, ki ga vabim na oder. Magister Frank Mavrič se je kolektivu Univerze na Primorskem pridružil v letu 2008. Najprej je nabiral izkušnje v mednarodni pisarni in kabinetu rektorja ter postopoma napredoval v vodjo službe za kakovost. Odlikujeta ga strokovnost in pronicljivost. S celovitim pristopom si prizadeva najti rešitev v vsaki zadevi. Z učinkovitimi organizacijskimi sposobnostmi je koordinator priprave vseh ključnih dokumentov, pri čemer ga vodi izjemna lojalnost univerzi in kolektivu. Njegov prispevek pri oblikovanju strateških usmeritev univerze je izjemen. S svojo zagnanostjo, trudom in pristopom k delu je vzor učinkovitosti in kakovosti. Stalno pripravljenostjo za sodelovanje, korektnostjo in prijaznostjo si je pridobil spoštovanje in zaupanje sodelavcev. V vlogi sekretarja Rektorske konference Republike Slovenije pa tudi spoštovanje rektorjev in drugih predstavnikov vseh slovenskih univerz. O predaji vodenja Rektorske konference Novogoriški univerzi je bil tako soglasno sprejet sklep, da funkcijo sekretarja še naprej opravlja Frank Mavrič. Tudi predstavniki Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so v njem prepoznali pomembnega sogovornika pri pripravi potrebnih gradiv. Iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo zahval strokovnim sodelavcem. Prosim dekanjo Pedagoške fakultete, da se nam pridruži na odru. Vnovič. Ker na predlog Pedagoške fakultete prejme zahvalo Univerze na Primorskem strokovna sodelavka oziroma nagrado Univerze na Primorskem strokovnemu sodelavcu za izjemne dosežke v 2017 prejme Orjana Gregorič. Orjana Gregorič je zaposlena na Pedagoški fakulteti kot vodja službe za splošne zadeve. Njeni začetki v tem kolektivu segajo v leto 1987, ko se je zaposlila na tedanjem oddelku Ljubljanske pedagoške fakultete. Skrbela je za študijski proces, opravljala delo referata, preprijela je tudi za marsikatero administrativno in tehnično opravilo. Nanjo so se obračali tako visokošolski učitelji in sodelavci kot študenti. Vedno je poskušala najti ustrezno rešitev, tudi v rast sedanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je vložila veliko svojega dela. To je kmalu prepoznala tudi fakulteta, saj je leta 2006 nagradila zlato plaketo. Še danes se sodelavci iz fakultete in drugih članic univerze obračajo nanjo, saj ima zaradi bogatih izkušenj veliko uporabnih nasvetov in rešitev. Z večanjem števila študentov se širi tudi krog sodelavcev fakultete in tem
kot najbolj izkušena pomaga pri uvajanju. Prispevek Orjane Gregorič ter njena podpora pedagoškemu in raziskovalnemu osebju tako fakultete kot univerze v celoti sta neprecenljiva. Hvala in čestitke. Znova vabim na oder dekanju Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Na predlog Famnita prejme zahvalo Univerze na Primorskem strokovnemu sodelavcu za izjemne dosežke v letu 2017 Nataša Škorja Đikanović. Nataša Škorja Đikanović je zaposlena v skupni finančno-računovodski službi Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Inštituta Andrej Marušič. Na fakulteti je hkrati pomočnica tajnika za finančno-računovodsko področje. Njena znanja daleč presegajo osnovno računovodstvo, saj obvlada razne računovodske specifike na nacionalni in mednarodni ravni ter je nenadomestljiva strokovnjakinja pri finančnem vodenju projektov. Njeno znanje in izkušnje deli sodelavci drugih članic univerzam in tako se je izkazala kot povezovalni člen med različnimi službami. Sodeluje v različnih delovnih skupinah na univerzih, uspešno je vodila vzpostavitev novega računovodskega programa, sodelovala je pri pripravi informacijskega sistema UNIS. Nazadnje je vzpostavila tudi zahtevno računovodsko službo Centra odličnosti InnoRenew, ki zahteva poznavanje zakonodaje na nacionalni in evropski ravni ter nenehno dodatno izobraževanje. Nataša Škorja Đikanović je s svojo strokovnostjo, širokim pogledom in pripravljenostjo za sodelovanje in reševanje novih problemov izjemna podpora sodelavcem univerze. Iskrene čestitke. Na vrsti je še ena zahvala strokovnemu sodelavcu, zato še eno nagrado bomo podelili oziroma še eno zahvalo strokovnemu sodelavcu. Ob tej priložnosti lepo vabim na oder dekana Fakultete za vede o zdravju. Kajti na predlog Fakultete za vede o zdravju prejme zahvalo Univerze na Primorskem strokovnemu sodelavcu za izjemne dosežke v letu 2017 Sanja Karas. Sanja Karas je od leta 2002 zaposlena na Fakulteti za vede o zdravju, sprva kot pisarniški referent, potem kot vodja referata za študentske zadeve. V referatu takratne visoke šole za zdravstvo je gradila temelje poslovnih procesov in bila do prvih kadrovskih okrepitev vpeta tudi vsa ostala področja administracije zavoda. Slovi potem, da najde rešitev, ko je nihče drug ne. Zato jo spoštujejo tako pedagoški kot strokovni sodelavci. Delovne procese v referatu še vedno neutrudno razvija, kar se kaže v številnih pobudah glede informacijske podpore. Podpora referata pri usklajevanju vse večjega števila študentov, sodelavcev, urnikov, prostorov je bila ključna še posebno lani, ko je bil na fakulteto prenesen študijski program aplikativna kineziologija, pa še požar v kampusu Livade povzročil nemalo logističnih težav. Sanjo Karas odlikujejo med drugim izredna lojalnost fakulteti in univerzi, neusahljiva pozitivna energija ter umirjena in nekonfliktna komunikacija, zaradi česar je pomemben člen pri gradnji pozitivnih in zdravih odnosov v fakultetnem kolektivu. Čestitke. Spoštovani gosti, tako smo prišli do zaključka uradnega dela 15. slovesne akademije. Vsem nagrajencem še enkrat prisrčno čestitamo in jih vljudno prosimo, da se po zaključku zberejo na odru, najprej za skupinsko fotografiranje, nato pa še za vpis v univerzitetno knjigo. Vse goste pa vabimo v atrij sosednje koprske gimnazije, kjer bomo današnje srečanje seveda sklenili z zdravico.
Poslavljamo se z eno najstarejših pesmi, katere besedilo temelji na latinskem rokopisu iz 13. stoletja. Gaudeamus igitur v izvedbi Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem in z glasbenim nastopom članov simfoničnega orkestra, ki nam bodo zaigrali Prihod kraljice iz Sabe. Egregi ospiti, grazie per la vostra gentile attenzione. Vi invito a concludere l'odierna cerimonia con un brindisi. Dear ladies and gentlemen, thank you for being with us, and we invite you to have a toast to our award winners in the neighbor building of the high school, and we wish you a pleasant afternoon. Prijetno druženje. Še naprej. Hvala. Hvala.